Pa niti slučajno ni. So pa ljudje. So pa ljudje. Informacijske tehnologije, ki ste jih zelo smelo začeli uvajati v vaše poslovne procese, so verjetno povzročile tudi, rečemo temu, manjše težave pri zaposlenih. Ali je bilo tudi pri vas tako? Ja, moram povedati, da prav pri izobraževanju kadrov, pri uvedbi te nove tehnologije, je bilo to že vse vnaprej planirano s tem ciljnim usmerjenim izobraževanjem. Vendar smo pri dejanskem uporabi te tehnologije šele kasneje videli, da so posebej težave nastale pri starejših ljudeh, ker seveda vemo, da se s to tehnologijo ne srečavajo prav pogosto. Zdaj pa prav sama ta tehnologija narekuje, da jo morajo tako rečeno vsi zaposleni uporabljati, ker drugače izgubimo prednost pred konkurenco. Ali so si bili zaposleni pri tem pripravljeni pomagati? Ja, moram povedati, da od začetka so imeli določene, eni so znali več, eni manj in so malo niso hoteli povedati drugim, kaj znajo. Potem, kasneje, ko smo pa to nekako uskladili, je pa steklo. Čeprav je timski duh premagal in ste uspeli uspešno potem speljati operativne procese. Kako so se pa na vse te novosti odzvale vaše stranke oziroma vaši partnerji? Ja, določene stranke so že vnaprej povedale tudi, da želijo to, če jih želimo sploh obdržati. Tako da ni to nekaj takega, da bi mi sami šli v to, ampak da smo to konkurenco obdržali, je bilo to nujno iti. In prav te večje stranke, recimo kot je Baiersdorf, on je tako rečeno že zahteval, to je bilo že toliko delač. Pri drugih strankah so pa sprejeli zelo, bi rekel, zelo na takem nivoju, da so bili tako oni zadovoljni kot konec koncev mi. Ali so vam te nove tehnologije odprle tudi nove možnosti, nove poslovne priložnosti? Seveda, da so. Tle bi rad samo povedal, da imamo tudi poslovno enoto Novo mesto, kamor smo to tehnologijo prenesli in uporabljamo isto tehnologijo, tako da se kadri med seboj lahko izmenjujemo in tudi izobraževanje na ta način poteka veliko lažje. A je bil to potem eden izmed glavnih razlogov, da ste se uspeli odzvati izzivu za vzpostavljanje neke vrste skladiščnih logističnih dejavnosti za Revoz oziroma za vse njihove dobavitelje? Tako je, že Revoz, tako je, ko smo mu prikazali to tehnologijo tukaj v Ljubljani v naši poslovni enoti, je bil takoj tudi sam navdušen, da tudi kot da smo mi dobavitelj, z našo tehnologijo upravljamo zanj storitve. Torej, kam naprej? Kaj je naslednji korak v razvoju? Ja, po planu, v naslednjem koraku moramo najprej podpreti še vse ostale naše stranke, to se pravi kompletno območje logističnega centra. Potem druga faza je, kar je zelo pomembna, čim bolj vezati stranke s tem elektronskim poslovanjem, kar je zdaj v modi, nase. In največja naša vizija pa je, da čim večji del preskrbovalne verige prevzamemo za določeno stranko, kajti če prevzamemo večji del verige, bolj je stranka na nas vezana. Inovativnost je izredno pomemben element pri uspešnih razvojnih zgodbah. Še zlasti inovativnost v odnosu do strank, v razumevanju tržnih segmentov. Kako ste se vi tega lotili v BTC Logističnem centru? No, mi smo pred 2 leti pa pol smo se odločili, da najprej naredimo segmentacijo naših obstoječih strank. In sicer smo naredili najprej smo si določili kriterije, po katerih jih bomo ocenjevali. Od tega, koliko so te stranke orientirane na outsourcing, do koliko so elektronsko sposobne se z nami povezati, do programov, ki jih imajo, vrste blaga in pa do tega, kakšne so njihove blagovne znamke in ali imajo tudi predvideno rast v svojem poslovanju.
Na podlagi tega smo potem naše obstoječe stranke razdelili pač po, bi rekla, v 3-4 sklope, in sicer tiste, kjer so naše ključni poslovni partnerji in s katerimi želimo tudi vnaprej povečati donosnost in poslovanje, obseg poslovanja, in ki rastejo, in z njimi tudi pač se izboljšuje tudi naše storitve. Drugo smo potem stranke, ki v bistvu so, rekla, dobro donosne, dobro z njimi sodelujemo, imamo pa z njimi kratke ali enkratne posle ali pa kratkotrajnejše posle, in za te smo potem se nekako odločili, da je naš cilj, da s temi partnerji se povežemo na daljši rok in tudi povečamo obseg poslovanja. In pa ugotovili smo, da nekatere stranke pač niso najboljše in da za naše poslovanje niso najprimernejše, in smo potem tudi prekinili poslovanje z nekaterimi poslovnimi partnerji. V okviru teh tržnih segmentov, predvsem strateških tržnih segmentov, ste se verjetno potem začeli tudi spraševati, kakšne storitve jim razvijati. Kakšne korake razvojne ste naredili v tej smeri? No, mi smo prej v glavnem ponujali samo skladišno-pretovorne storitve in pa distribucijo. Potem smo pa ugotovili, da je pač ena tudi naših ključnih sposobnosti prilagodljivost vsaki stranki, in smo se odločili, da pričnemo delati programe pisane na kožo stranke. Vsaki stranki želimo pač omogočati in ji pomagati pri reševanju njihovih izzivov, tako izzivov glede zniževanja stroškov, glede hitrosti obračanja blaga. In smo formirali, nekako imenujemo, 2 sklopa, bi rekla, teh naših storitev. Ene so butične celovite logistične storitve, storitve na ključ, posli na ključ, in pa e-logist, to so, bi rekla, bolj preproste, tiste osnovne skladišno-pretovorne storitve. Omenili ste tudi tako imenovane posle na ključ. Kaj to pomeni? Ja, posli na ključ so v bistvu, mi imamo znanje, smo pa omejeni v prostoru, in naša ena od teh možnosti razvojnih je, da logistične storitve upravljamo na drugi lokaciji. To imenujemo posle na ključ. Recimo, da ima neka stranka svoje skladišne prostore, nima pa svojih kadrov, nima tega znanja, ki smo si ga mi nabrali v teh 50 letih, in smo potem mi pripravljeni s svojo organizacijo, s svojimi kadri v njihovih prostorih upravljati za njih kompletne storitve. Imate že kakšno uspešno implementacijo tega? Ja, take posle na ključ delamo za Spar. Mi za njih delamo kompletno logistiko, od mednarodnega transporta, delno mi, ne vsega, potem skladiščimo blago in pa distribuiramo blago po celi Sloveniji do njihovih trgovin. Omenili ste podizvajalce, ki seveda predstavljajo pomemben element vašega poslovnega modela. Ali so to vaši partnerji? Na kakšen način razvijate odnos z njimi? Seveda so to naši partnerji, in zelo pomembni, ker v bistvu vsak podizvajalec, kot sem že rekla, pri nas jih imamo v glavnem v transportu. V bistvu, ko pride do stranke, predstavlja BTC, ne predstavlja kogarkoli, ampak prvič BTC in pa poslovnega partnerja, za katerega mi opravljamo storitev. Tako da je izbira podizvajalcev izredno pomembna, in pa zato se z njimi tudi prvič se partnersko povežemo in se tudi izobražujemo, se pogovarjamo, se dogovarjamo glede kvalitete opravljenih storitev. Sploh bi rekla, da se veliko posvečamo sodelovanju. Torej na nek način ponovno prodajate oziroma usklajujete in uveljavljate svoje znanje, na drugi strani pa kreirate kar nekaj novih delovnih mest. Ja, tako, ne samo da tem podizvajalcem, tudi v bistvu lahko rečemo, da živi 50 družin na ta račun, ki delajo z nami, in pa nova delovna mesta, seveda smo tudi zdaj so se odprla v skladišču Spar, kjer se obseg dela povečuje, in tam je tudi, smo trenutno zaposlili spet kar nekaj novih ljudi.